Portlisjak tukaj. Zelo kratek uvid danes. In sicer za vse tiste, ki se mogoče počutite malo preobremenjene v teh časih, želim podeliti to, da obstaja močna tehnika, ki se imenuje celjenje po metodi Davida Elliotta. In to učim že kar nekaj časa in sam živim to tehniko že kar nekaj časa in meni zelo pomaga. In verjamem, da včasih pol življenja iščemo kakšna orodja, ki bi nam pomagala iz tistih stvari, ki so nam najhujša. In če še iščeš, če si še odprt in verjameš, da obstajajo kakršnekoli metode, ki ti lahko spremenijo življenje, če nisi obupal, in res upam, da nisi, ti ponujam, da prideš pogledat na mojo spletno stran, pozanimaj se, informiraj se. Ogromno sem napisal in povedal že v tej metodi in verjamem, da lahko res pomaga vsakomur, ki je pripravljen opraviti svoje delo. Ta metoda je zelo globoka in trajnostna. Ni muha enodnevnica, ni nekaj, kar majčkeno poskusiš in ti da vikend rezultate, čez en teden si pa spet, ali pa v ponedeljek si pa spet na istem, na začetku. Sam verjamem sicer, da ne obstaja končni rezultat v smislu, da vskočiš v večni mir in srečo tukaj v tem življenju, da je to malo idealističen pogled. Realističen pogled se mi zdi pa, da lahko zaživiš polno življenje. Kljub čustvom, kot so strah, žalost, jeza, kljub vsem človeškim čustvom in občutkom v težkih situacijah, kjer je prav, da čutimo težka čustva, zato temu so namenjena. In v lepih situacijah, ki jih je po mojem še vedno precej več kot napornih, saj upam, da tudi v vašem življenju. No, v teh lepih trenutkih pa je fino, da smo na njih tudi pripravljeni, da znamo takrat izživeti to, preživeti, biti prisotni, ne čakati, da bo tega konec in se vklepati in trepetati pred naslednjim neurjem, kadarkoli bo že prišlo. Naj nas ena slaba izkušnja ne uniči za vse življenje. Ta metoda ti da zavest in te pomaga naučiti se ustvariti samo ljubezen, s katero si stojiš ob strani, kadar je težko, in si pomagaš prebroditi težje dni in tudi drugim pomagati stati ob strani brez hudih dvomov in pretiravanja v postavljanju meja. Vse tisto, kamor se včasih znamo zatakniti, se da pogledati tudi drugače. Vključno z vsem, kar se nam včasih zdi, da vsi drugi delajo narobe, da vsa družba dela narobe in nas to malo jezi ali pa straši ali pa žalosti. In zato čakamo na boljši jutri, na neko kritično maso, ko bo to tako, kot mora biti. In mene je to delo, ki ga opravljam vsak dan, to prijetno opravilo meditiranja in odpiranja srca in čutenja vsega, kar je v življenju, me je naučilo
prebuditi se v življenje, biti živ na človeški način, na preprost, prizemljen, trezen način. Vsak dan se naučim še česa novega tukaj. In verjamem, da nikoli ne prideš niti ne želiš priti do čistine, kjer nikoli več ni treba ničesar delati, samo še uživaš, ker največji užitek je mogoče ravno to delo, ti vzponi in padci toliko kot vdihi in izdihi. Kakorkoli temu rečem. Življenju namreč. No, zelo močno čutim, da sem tukaj zato, da lahko pomagam pri prvih korakih za vse tiste, ki iščete, pa tudi pri zadnjih korakih. Ravno včeraj sem dobil močno intuicijo, da je moje poslanstvo pomagati ne pred smrtjo pri zadnjih korakih, ampak vsem tistim, ki vključno z mano smo se zataknili po 20 letih uporabe kakšne duhovne tehnike in nam ni pomagala prebuditi, ustvariti zadosti samoljubezni v življenju in smo se zataknili. Mislim, da imam močen vpogled in izkušnjo v zvezi s tem in jo bom tudi podelil in zapisal in ponudil v delavnicah, tako da več na moji spletni strani www.celjenjesi. Srečno in objemajte se skozi naporne dni. Adijo.